Hvala lepa, spoštovani, pozdravljeni. Ko smo včeraj spremljali sejo Mandatno-volilne komisije v Državnem zboru, da bi pravzaprav spoznali več o novi kandidatki za zagovornico načela enakosti, smo bili presenečeni in soočeni z razpravo, ki ni bila na dnevnem redu. To je bila razprava o učinkovitosti dela zagovornika načela enakosti, v kateri pa seveda nisem imel prilike sodelovati. Zaradi razjasnitve nekaterih neresničnih izjav včeraj, tudi ne najbolj dobronamernih, izkoriščam to priložnost, da javnosti predstavim odgovore na nekatere očitke in laži ter diskreditacije, ki so bile včeraj v Državnem zboru izrečene. Naj na začetku zelo jasno povem, zakaj imamo v Sloveniji institucijo zagovornika načela enakosti in kako je do nje prišlo. Slovenija je bila leta 2015 tik pred tožbo Evropske komisije, ker po 10 letih članstva v Evropski uniji ni implementirala direktiv, ki so tako vrsto dejavnosti državi predpisovale. In leta 2016 je za sprejemom zakona o varstvu pred diskriminacijo poskrbela, da je izpolnila svoje članske obveznosti. Zaradi takratnih pogledov, takratne politike, takratne varuhinje se je Slovenija odločila za večinskega od možnih evropskih modelov, tudi po priporočilu Evropske komisije, saj je zelo zaostajala na tem področju in ustanovila samostojno inštitucijo zagovornika načela enakosti. 18 evropskih držav ima samostojno telo, manj 11 držav v neki kombinaciji za neko obliko varuha človekovih pravic. Seveda se ves čas našega obstoja soočamo z vprašanji o morebitnem podvajanju dela z institucijo varuha človekovih pravic. Naj zagotovim na tem mestu zelo jasno, naše delo se nikakor ne podvaja. Z varuhom, preteklimi in sedanjo varuhinjo sodelujemo in se dopolnjujemo, imamo pa zelo različne pristojnosti po zakonih. Vsako leto naredimo tudi posebno poročilo, v katerem analiziramo tiste točke, kjer smo prišli v istih primerih z različnimi mandati do skupnega dela, tako da popolnoma transparentno vodimo svoje dejavnosti in nikakor ne drži teza, da bi se delo institucij kakorkoli podvajalo. Imamo pa, kot rečeno, zelo različne mandate. Medtem ko se varuh ukvarja s človekovimi pravicami na splošno in je predvsem odgovoren za varstvo ljudi pred državo, ima institucija zagovornika drugačna pooblastila, tudi pred zasebnimi akterji, kadar so ti delodajalci ali ponudniki dobrin in storitev, pri čemer mi lahko, in to tudi počnemo, ljudi spremljamo na sodiščih, v sodnih postopkih in vodimo postopke ugotavljanja diskriminacije, česar varuh ne počne. Iz tega seveda tudi sledijo drugačni rezultati obeh institucij. Kar se tiče rasti organa in števila zaposlenih. Ko sem začel s tem delom, sem imel v rokah samo zakon, ki je instituciji nalagal mnoge naloge in nobene infrastrukture in nobenih zaposlenih. Da bi lahko izvedli z zakonom določene naloge, da bi ljudem lahko ponudili storitve svetovanja, kadar so v stiski zaradi diskriminacije, postopke ugotavljanja, smo seveda potrebovali kadre, to pa je bil očitno in še ostaja izziv za dnevno politiko. Namreč ciljev, ki so zapisani v zakonu, ni mogoče izvesti, če za to ni potrebnih sredstev. In o tem tudi govorijo najnovejše evropske direktive. Namreč, mi ne svetujemo samo ljudem, ki se približno 600 na leto obračajo nas v različnih stiskah, bodisi na delovnem mestu, zaradi različnih osebnih okoliščin, invalidnosti, starosti, narodnosti, rase in tako naprej. Mi delamo priporočila na zakonodajo, ki se tiče položaja manjšin in teh ljudi. Mi delamo postopke ugotavljanja diskriminacije, kadar se zgodijo individualni incidenti.
Branimo potem naše odločbe pred upravnim sodiščem, sprožamo pravne spore, dobili smo nekaj odmevnih pravnih sporov na ustavnem sodišču, na vrhovnem sodišču, tako da so me včeraj teze različnih poslank in poslancev o neučinkovitosti našega delovanja zelo presenetile, sploh v luči, da so nam jih 9 let skozi 3 različne sestave državnega zbora na poročilih vedno pozitivno izrekali. Torej, te pohvale sprotnega dela pa niso bile samo v domačem prostoru, ampak tudi v evropskem. Pri obisku v tej sobi nas je pred 3 leti pohvalila evropska komisarka za enakost, takrat Helena Dalli, nedavno ob 10-letnici organa predstavnica Evropske komisije Jerneja Jukjerše. Imamo torej ugled v tujini in tudi v tem smislu zavračam vsakršne neosnovana, pravzaprav populistična izreka o neučinkovitosti te institucije. Bile so tudi neke zelo neposrečene primerjave z seštevanjem ljudi in zaposlenih. Namreč tak način ni metodološko ustrezen. Če bi na primer pogledali, da ima Francija 577 poslancev in približno 69 milijonov prebivalcev, bi ugotovili, da ima torej približno 8,4 poslanca na milijon prebivalcev. Pri nas pa jih imamo kar 45 na milijon prebivalcev. Potem pa naj se pač tisti, ki tako računajo, vprašajo, če niso morda sami preveč zbirokratizirani. Kar se pa tiče financ in proračuna v letu 2023, torej proračuna za 2024. Kot predstojnik neodvisnega organa sem odgovoren, da ljudem zagotavljam storitve, ki jih je država v zakonu ljudem obljubila. Torej, da ko sem pride nekdo v stiski, da ima na voljo pravnika, da mu svetuje. In če nimam kadrov, tega ne morem zadovoljivo storiti, to pomeni, da so neznosne čakalne vrste. Zato sem si prizadeval, da bi vse naloge, ki mi jih zakon nalaga, izpolnil. In to je edini cilj rasti organa in tega očitno nekateri še danes niso razumeli. Bil sem pa pri tem neposreden in vztrajen, ker tako razumem odgovornost in nisem se upogibal nobeni politični oblasti, da bi zaradi pritiskov bil tiho in pač skomignil z rameni in rekel, pač ni denarja. Verjamem, da sem s tem stopil na žulj marsikomu, ampak pri tem res nisem bil diskriminatoren. Kar se tiče vprašljive kakovosti potrditve našega dela, pa bi spomnil tiste, ki v njo dvomijo, na odločbe Ustavnega sodišča. Nenazadnje lansko leto smo v Sloveniji tudi v perspektivi prizadevanj za večno rodnost dobili pravico istospolnih parov za za oploditev z biomedicinsko pomočjo istospolnih ženskih parov, tudi po zaslugi naše zahteve za presojo ustavnosti. To je sedaj možno, tudi samskih žensk. Dobili smo na Vrhovnem sodišču potrditev, da je naše prizadevanje, da se božičnice ne jemljejo materam zaradi nosečnice, da se ne nižajo ljudem zaradi njihovih bolniških, da je bila ta naša odločitev torej pravilna, čeprav so se mnoge korporacije v Sloveniji temu seveda pritoževale, na vseh možnih pravnih inštancah smo v tem vztrajali in dobili tudi na Vrhovnem sodišču. Nenazadnje so žrtve diskriminacije, ker smo jih mi zastopali na sodišču, dobile tudi odškodnine. Zato zavračam vsakršno neutemeljeno razpravo o neučinkovitosti tega organa. Kar se tiče posebnih poročil, ki so bile tudi tema včerajšnje razprave. Ali ste pred našim posebnim poročilom koga slišali govoriti, da je na Dolenjskem le blizu 10% romskih otrok, ki končajo osnovno šolo? 5 let smo bili vztrajni, da smo Ministrstvu za šolstvo dopovedali, da je potrebno to začeti meriti. V posebnem poročilu, ki pa ga Državni zbor do danes še ni uspel obravnavati, čeprav so včeraj o njem govorili na mandatno-volilni komisiji, namreč novembra je bilo poslano v parlament, decembra in januarja so 2krat preklicali združeni seji odborov za delo, družino, socialne zadeve in vzgojo in izobraževanje, ker se očitno do nedavna koalicija ni uspela soočiti z dejstvi, da je na tem področju veliko izzivov, s katerimi se mora vlada spopasti. Prav tako ni nihče vedel, da imamo v tretjino
srednjih šol leta 19 samo dostopnih za gibalno ovirane dijake, ker smo to pač mi zmerili. In od takrat naprej, po naših priporočilih, Ministrstvo za šolstvo ima evidenco, katere srednje šole so dostopne za invalide, katere pa ne. In od takrat vsako leto 5 do 10 šol, kolikor jim pač finančno ministrstvo omogoči, obnovijo in posodobijo. To so učinkovitosti te institucije. Zdaj ministrstvo seveda pravi, da le 5 od 111 srednjih šol ne bodo mogli obnoviti. In prav vesel sem, da so nekatere poslanke pred leti rekle naslednje, ko smo obravnavali to poročilo dostopnosti srednjih šol. Spoštovani zagovornik načela enakosti, jaz se vam pravzaprav zahvaljujem za to poročilo, zato ker ste pač odprli neko poglavje, ki je očitno bilo zelo speče. No, včeraj pa se očitno teh svojih izjav niso spomnile prisotne. In naj zaključim še z poglavjem o evropskih direktivah. Namreč pred 2 leti so začele veljati in bilo je 2 leti časa za implementacijo evropske direktive o standardih za takšne institucije, kot je naša. In njihov cilj je pravzaprav natančno to, da se povsod po Evropi poenoti način, kako te institucije delujejo. Saj je bilo zaznano, da se institucijam nalaga naloge, ne da pa se jim sredstev za njihovo uresničitev. Nažalost, dosedanja vlada, koalicija, katere predstavniki so se prav tako včeraj čudili o učinkovitosti te institucije, ne izgleda kot niti prebrala evropskih direktiv, ampak 19. junij 2026 je bil deadline za njihovo implementacijo. Znašli smo se v položaju, ko spet kršimo evropsko zakonodajo na tem področju in morda je uporabno zdaj preusmerjati pozornost na vprašanje učinkovitosti institucije. Ni pa logično, kajti prav te direktive, ki jih imam tukaj, govorijo o tem, da se pač organom mora dati sredstva za doseganje njihovih ciljev, kako se to potem poroča in tako naprej. Torej, tisti, ki morajo to delo prvo opraviti, je seveda v tem smislu vlada in poslanci. Če želimo debatirati o učinkovitosti, ali sta potrebni 2 instituciji, ali bi bila dovolj 1, pa bi se morali ukvarjati s tisto vsebino, ki jo mi v letnem poročilu izpostavljamo. Kaj je to, kar je treba v zakonu spremeniti, da bodo naše storitve boljše, ne pa samo prestaviti ljudi iz 2 hiš v 1, ker pač kaj drugega ta velika združitev niti ne bi prinesla. Še da se dotaknem čudenja, zakaj sploh pišemo posebna poročila. No, najprej bi se vprašal, zakaj jih Državni zbor ne upa obravnavati. V četrtek, torej jutri, so na sporedu, pol leta potem, ko so bila napisana. Ja, kritična so do vlade, kritična so do tega, kar je vlada naredila. Ampak tisto bistvo, kar človek zelo hitro dojame, če odpre kakšen dokument, je, da je naša naloga, da smo neizprosno ogledalo vsakokratni vladi. Razumem, da je to boleče, razumem, da je to moteče. Tako enim kot drugim. Ampak ne predstavljam si, kako lahko to delo kdorkoli dobro opravlja, če ga ne opravlja temeljito. In mačeha je država, ki razbija ogledala, kadar ji kažejo sliko, ki jo noče videti. Na to ne pristajam in ko sem se pred 10 leti zavezal k temu delu, sem vedel, da pač to ne bo lahko, ampak včerajšnji dan me je po svoje presenetil še z enim dejanjem. Razprava je mestoma dobila še osebno žaljive dimenzije. Izjava poslanca, ki jo pravzaprav ne razumemo, danes smo se s kolegicami in kolegi pogovarjali o tem, pa ga kar javno vprašam, če lahko v javnosti pojasni gospod Žavbi, kakšna je povezava med tem, kar sem zdaj pojasnil, med vprašanji pogojev za delo neodvisne institucije, ki naj bi bila neka vrednota prejšnje vlade, in med vazelinom. Naj to sam pojasni. Mislim, da bi javnost si zaslužila, da to razume. Kaj je s tem hotel reči? Hvala lepa za vašo pozornost. Povej, kaj sem pozabil.
A ja, seveda, 10 let pri zagovorniku načela enakosti nismo zaposlili nobene tajnice, niti fikusa nimamo, ampak to je tako pod črto. Če pa v bistvu to dam v en kontekst. Zelo preveč enostavno je sedeti in razpravljati o tem, da nekaj ni dovolj učinkovito, če pravzaprav nihče ne odpre. Tukaj imamo publikacijo, kjer je več kot 25 nevladnih organizacij, večinoma invalidskih, povedalo, kaj je ta institucija za njih naredila. Tukaj imamo letno poročilo. Zdaj, seveda, ko pridemo do vprašanja upoštevanja naših priporočil, je vse rdečo. Napovedovali so, da bodo v prejšnji vladi spoštovali priporočila neodvisnih institucij. Popolnoma nič se ni spremenilo. Tako da določeni deli učinkovitosti naše so seveda vezani tudi na zunanje akterje. Če priporočil zagovornika vsakokratna vlada ne upošteva, seveda to delo ni učinkovito, ampak to je problem tistih, ki so na oni strani. Naš problem pa je, da nudimo ljudem, kadar potrebujejo dobre storitve, in to tudi počnemo. Lahko mogoče samo 2 vprašanji. Mogoče prvo, danes ste opozorili na te navedbe v obliki tiskovne konference, boste mogoče šli korak še dlje, boste se poslužili kakšnih pravnih sredstev. To je eno, drugo pa, v bistvu včeraj smo slišali, če mogoče kar citiram, glede kadrovskih zadev, gre pač za to, da so bile te inštitucije vsaj z vidika delovanja namenjene ali nekim kadrovskim potrebam, ali pač, bom rekel, zagotavljanju tega, da so nekateri imeli zaposlitve, ki jih drugače ne bi imeli. Komentar še. Ja, začnem kar na koncu. To so tisti grobi napadi, zaradi katerih v Evropski uniji potem sprejemajo direktive, kot so te. Kajti vedno, kadar je problem vsebina delovanja, je ena od strategij preusmeritev na neke take trivialne obtožbe. Tako da pri zagovorniku načela enakosti delajo mnoge strokovnjake in strokovnjaki. Mi imamo čez 10 pravnic in pravnikov, družboslovcev, ki razumejo posamezne položaje, tako invalidov, tako verskih manjšin. Delamo zelo kvalitetne tekste, na katerih v bistvu nazadnje, že na srečanju s predsednikom Državnega zbora, je celo on pohvalil, kako so strukturirani, kako so jasni, kako so uporabni. Seveda, najlažje je obračunavati s pavšalnimi obsodbami, kadar sogovornika ni zdraven. To je na nek način strahopetno in ob takih potezah nastajajo, sploh pa to ni bila tema dnevnega reda. Jaz naj spomnim, da ko se je šlo za proračun zagovornika, pravzaprav niti nisem smel sodelovati. To je bil tudi en od precedensov prejšnje svobodne vlade. Da to je neevropsko, ti si odgovoren za cilje, pa ne smeš priti v parlament povedati, koliko sredstev rabiš, da jih izpolniš. Bil sem pa pri tem glasen. Razumem, da so nekateri mislili, da je to nesprejemljivo, ampak jaz pa mislim drugače, da je to edino odgovorno. In ravno zaradi tega, ker me je nekaj ljudi opozorilo, da se marsikdo čuti prizadetega, če ljudje pred parlamentom vpijejo, nek poslanec je peder, kar se je včeraj dogajalo, v parlamentu pa drugi vazelin uporabljajo pri proračunskih sredstvih, pa se mi zdi pomembno, da se Državni zbor malo posveti tej temi, zato sem tudi pred to tiskovno konferenco obvestil predsednika Državnega zbora, da naj v skladu z pravili etičnega kodeksa sem zaprosil pravzaprav gospoda Stevanoviča, da obravnava to besedilo včerajšnje seje, take vrste osebne žaljivke, pa ne gre zaradi mene, veste, jaz se ukvarjam z človekovimi pravicami 30 let. Ne gre za to, da bi tukaj bilo to, ampak gre za to, ali smo zdaj dosegli kot zagovornik načela enakosti, ali smo zdaj dosegli ta nivo, da že poslanci Svobode lahko mirno žalijo ljudi in namreč, a veste, kar je še bolj zaskrbljujoče, nihče se ni odzval. Do danes se ni nobena institucija odzvala, celo več. Iz dvorane je bilo slišati posmehovanje temu, kar je torej zabavalo to ljudi. In to je sporočilo ljudem, ki to gledajo doma, da so seveda legitimne take opaske, da je legitimno posmehovanje, diskreditiranje ljudi, tudi ki jih ni zraven, in ne na podlagi argumentov, ampak na podlagi pravzaprav nekih aluzij, ki so relevantne predvsem za tistega, ki jih izreče. Moram seveda reči, da še dobro in mislim, da je zelo korektno
odreagirala poslanka Jelka Godec, ki je doumela, ko je slišala, kaj je bilo izrečeno in se je korektno odzvala. Me pa čudi, da nihče od drugih poslancev in poslank, tudi predsedujoča mandatno-volilni komisiji, pravzaprav ni reagirala. Kakšno je pa to sporočilo iz Državnega zbora? Da lahko od zdaj pričakujemo to vrstne žalitve vsi in naj poslanec Žavbi pojasni, kaj je mislil s tem vazelinom. Zelo rad bi izvedel in mislim, da si javnost zasluži, da na to odgovori. Torej, v bistvu, glede drugih pravnih sredstev ste se pa obrnili samo na gospoda Stevanovića, da Za enkrat. Za čez prvo noč. Hvala lepa za prihod.